Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo spoznali prikupno mamutko, ki si želi zrasti ter postati tako velika kot ostali mamuti. In njen očka je pripravil čudovito presenečenje. Le kakšno? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Prav tako kot ti. Pikolo je bila najmanjša, najbolj puhasta mamutka v čredi. Sladka kot med, je rekla mama. Sijoča kot najsvetlejša zvezda, se je nasmehnil očka in nežno sta jo objela. Pikolo se je kmalu začela čuditi, kako velik je svet. Wow, je dahnila, ko je njihova čreda potovala po prostranih zaledenelih planjavah in mimo visokih ledenih gora. Kadar je divjalo neurje in je jezno grmenje odmevalo od gora, se je skrila v zavetje med očka in mamo. Z mano si varna, ljubica, je šepnil očka in jo stisnil k sebi. Toda Pikolo se je vseeno bala. Tako majhna sem, svet pa je tako zelo velik, si je mislila. Le kdaj bom zrasla, da bom velika kot sta očka in mama. Očka je bil Pikolin junak. Najvišje drevesa je podrl, da je lahko grizljala sočne poganjke. Oral je skozi snežne zamete, da se je imela kje igrati. Celo snežinke je posrkal z rivcem in jih nato puhnil ven, da so se okrog nje usule hladne, lesketajoče se iskrice. Ko pa je Pikolo poskusila podreti drevo, je listje na njem komaj da zašumelo. Ko je poskušala razbiti snežni zamet, so jo morali reševati. In vdihovanje snežink se je vedno enako končalo. Čih! Ti mi vedno polepšaš dan, malčica, se je zasmejal očka in ji razmršil kožušček. Ampak jaz nočem biti majhna, je posmrkala Pikolo. Rada bi bila velika in močna kot ti. Saj boš nekega dne, mogoče boš še večja od mene, je rekel očka. Ampak za zdaj sva tu mama in jaz, da skrbiva zate. Pikolo je žalostno zavzdihnila. Nekega dne se je očka nečesa domislil. Nekaj posebnega bi ti rad pokazal, ampak je daleč, se je nasmehnil. Misliš, da si že dovolj velika za dolgo pot? Da bi šla samo midva? Pikolo je zacvilila od veselja. Pustolovščina! Naslednje jutro sta mami pomahala v slovo in se odpravila proti goram. Pohiti no, očka, je klicala Pikolo. Potrudi se in ne zaostajaj. Sonce se je povzpelo visoko na nebo. Pikolo pa je tekala in skakljala po očkovih velikih stopinjah. A čez čas se je utrudila in njen korak je postajal vse počasnejši. Vse počasnejši in počasnejši. Naj te dvignem, ljubica, se je zasmejal očka in z rivcev dvignil Pikolo k sebi. Nočem se še vrniti, naprej bi rada šla, je cvilila Pikolo. Kaj pa tista posebna stvar? Saj še ne greva domov, se je nasmehnil očka. Samo poglej, kako daleč si že prišla. Daleč nazaj proti obzorju se je vila dolga sled stopinj. Zelo sem ponosen nate, je rekel očka. To je zelo dolga pot za tako majhno mamutko.
Pikolo, kar ni mogla verjeti, kako daleč so jo pripeljali njeni drobni koraki. Očka je gazil naprej, dokler ni nizko ležeče sonce rožnato obarvalo snega. Pred njima se je takrat prikazalo velikansko drevo, brez listov in čisto samo. Prispela sva, je šepnil očka. Pikolo je bila zmedena. Če pa si rekel, da greva pogledat nekaj posebnega, je rekla. Očka je po rivcu spustil Pikolo na tla. Poglej bolj od blizu, je rekel. Na deblu so bile v skorjo zarisane črte in vijuge. Vsako znamenje označuje enega mamuta, je pojasnil očka. Glej, tukaj sem jaz. Moja mama me je postavila k deblu in me izmerila, ko sem bil tvojih let. Ampak še manjši si bil od mene, se je začudila Pikolo in z rivcem pobožala črto. Očka je vzel paličico in naredil črto tik nad Pikolino glavo. Vsako leto se bova vrnila k temu drevesu in videla boš, da boš vsakič malo večja, je rekel. In vsako leto boš ti, očka, videl, da si še vedno ogromen, se je zahihitala Pikolo in stopila na prste, da je zanj naredila novo znamenje. Zdaj pa pojdiva in povejva mami, kako sva se imela, je rekel očka in se obrnil proti vetru. Sneg se mu je vrtinčil okrog nog in odpravila sta se na dolgo pot domov. Rada te imam, očka, je zazehala Pikolo in se stisnila v njegovo mehko dlako. Nekega dne bom velika in močna, prav tako, kakor ti. Ja, še res je. Čudovita zimska pravljica, kaj ne? Ganljiva pravljica o starševski ljubezni. Tudi sama sem kot otrok sanjarila včasih, ko bom starejša. A kaj? Ko se skoraj vse zgodi ob svojem času. In danes takšnih želja nimam več. No ja, morda že malenkost razmišljam o tem, kako bi bilo fino, če bi se vse skupaj odvijalo malce počasneje in ne tako hitro. Zato pa moramo uživati v skupnih trenutkih, skupnih dogodivščinah, ki nam bodo ostale v najlepšem spominu. Tako kot je mamutki Pikolo ostala dogodivščina z njenim očkom zagotovo v globokem spominu. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še mnogim drugim zimskim pravljicam, ki čakajo na vas. Vabljeni k poslušanju. Zimski pozdravček prav vsem. Čau, čau. No, kako sta lušna. Da pa res prava dogodivščina, ne? Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljična zgodba nas bo popeljala k muci, ki zelo rada zadovoljno prede. A nekatere živali je v tihem zimskem večeru mačja predilnica zmotila. Zato so se odpravile kar do muce, potrkale na njena vrata in... Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo slovenski pravljici, nastali izpod peresa odlične pisateljice Helene Kraljič z naslovom Predilnica nitk. Muca Cveta se je preselila v nov dom. Opazovala je živali, ki so se pogovarjale pod njenim oknom. Miško Špelo, podgano Drago, vrabca Andreja, kosa Simona in krta Tineta. Muca Cveta je zadovoljno zaprla oči.
Sita sem tega brnenja, se je pritožila miška Špela in se ozrla k oknu, kjer je sedela Cveta. Tudi meni preseda, se je strinjal Krt Tine. Prosit jo grem naj neha. Krt Tine je pozvonil in muca Cveta ga je povabila naj vstopi. Živali so v tišini čakale. Kaj tako dolgo počne v hiši? Je prvi spregovoril kos Simon. Pst, slišite? Je zašepetala podgana Draga. Brnenje postaja glasnejše. To je predrzno, se je jezil kos Simon. Pogledat grem, kaj se dogaja. Kos Simon je pozvonil in muca Cveta ga je povabila naj vstopi. Draga, Špela in Andrej pa so čakali in še malo čakali. Dokler niso spet zaslišali še glasnejšega brnenja. Nekaj mora biti hudo narobe, je rekla podgana Draga in prestrašeno pogledala vrabca Andreja. Grem še jaz pogledat, se je ponudil Andrej. Vrabec Andrej je pozvonil in muca Cveta ga je povabila naj vstopi. Zunaj sta ostali samo še podgana Draga in miška Špela. Dolgo sta negotovo sedeli v tišini, ko sta spet zaslišali brnenje. Naj že neha, je nervozno rekla Špela. Draga jo je pomirila. Bom še jaz poskusila. Ne hodi, gotovo je past, je za njo zaklicala Špela. A Draga je že vstopila v hišo muce Cvete. Poti nazaj ni bilo več. Špela je dolgo čakala, dokler ni spet zaslišala še močnejšega brnenja. Ojoj, kaj se dogaja? Je smrkala in stokala Špela. Nekaj moram storiti. Stekla je do potepuškega psa Srečka, ki je že večkrat pomagal in mu povedala, da so prijatelji v strašni nevarnosti. Srečko je s taco 3-krat udaril ob tla, potem še 3-krat brcnil visoko v zrak in pokimal, kar je pomenilo, da se nikogar ne boji. Odkorakala sta proti hiši, kjer je stanovala muca Cveta. Pred vrati sta se ustavila in prisluhnila. Iz hiše so prihajali grozni zvoki. Brnelo je, šumelo, stokalo, podrsavalo, mlelo, tkalo. Srečko in Špela sta v grlu začutila velik cmok, a sta se vseeno opogumila in pozvonila. Vrata so se odprla in muca Cveta jo je povabila v hišo. Previdno sta vstopila in prisluhnila brnenju. Pri kaminu sta zagledala svoje prijatelje, ki so se brezskrbno pogovarjali. Krta Tineta, kosa Simona, vrabca Andreja in podgano Drago. Zakaj se niste vrnili? Je očitajoče vprašala Špela. Muca Cveta nas uči presti, je odgovoril Krt Tine. Spletati niti, je rekel kos Simon. Močne niti, je poudaril vrabec Andrej. Niti prijateljstva, se je nasmehnila podgana Draga. Špela in Srečko sta tiho vprašala. Lahko tudi naju naučiš? Muca Cveta se je nasmehnila. Seveda, več nas bo, bolj bo veselo. Zunaj je začelo deževati. V hiši muce Cvete pa je bilo suho in toplo. In še v dolgo v noč se je slišalo glasno brnenje, šumenje in tkanje. Živali so veselo predle
in nič ni kazalo, da se bodo kmalu naveličale. Bravo, muca Cveta. Res si na edinstven način spletla niti ter vezi prijateljstva med živalmi. Morda ne bi bilo slabo, da bi se tudi sami nekoliko umirili od vsakodnevnega vrveža in si vzeli čas. Čas za prijatelje, prijetno druženje, pogovor ter toplino. Odlična ideja, kaj ne? Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici v rimah z naslovom Veveričji prepir. V tej zabavni pripovedi boste spoznali veveričja prijatelja, ki pa sta se podala na precej zabavno dogodivščino. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, ustvarimo čim več knjig ter z njimi prepletimo naše prijateljske vezi. Pošiljam vam lep zimski pozdravček. Čau, čau! Bravo, muca. Res dobra ideja. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji zimsko obarvani pravljici bomo spoznali gozdne živali, ki so v pričakovanju nečesa posebnega. Le česa. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo čudoviti pravljici v rimah z naslovom Zima je zajčica. Prav spokojno v tišini nemo drema gozd po zimi. Na temnih vejah že zarana, kot kristal se sveti slana. Ravne smreke in gole bukve molčijo, v temno nebo nepremično strmijo. Tam zgoraj vse sivoje in zemlja že čaka. Mogoče kdo ve, kdaj prišlo bo izza oblaka? Še veter je obmolknil. Izgubil je glas. Sinička zašepeta. Je končno že čas? Veveriček privzdigne smrček in zakriči. Mislim, da ga vidim. Kaj se ti zdi? Zajčica z noskom povoha. Nekaj že sluti. Ne vidim ga, a v zraku se čuti. Sladek in slasten je kot mlečni cvet, vonj njegov je kot iz nebes vzet. Sinička nestrpno leta sem in tja ter žorgoli. Bo že prišel? Nič ne vidim, nemirno krili. Kdo? Kje? Odkot? Se obračajo vse povprek. Tukaj je, glejte, z neba že pada sneg. Kot peresca se lahkotno spuščajo snežinke, v nemem plesu igrajo male sevilinke. Vedno več jih je, 100, nešteto, v čarobnem vzdušju plešejo zavzeto. Beli kosmi so prav vse povsod. Pokrili so veje, bel je rečni prod. Pokrili so trato, grmovje, korenine. Trije prijatelji strmijo v bele balerine. Prizor je čaroben in res čudovit. Bel plašč ves gozd je ovit. Ko pa zaključi se snežna predstava, Veveriček sklikne. Igrajmo se, to bo zabava. Zamolkli belini v srečen skaklja. Kepajmo se, kepajmo, veselo čeblja. Paf, naravnoš smrček mu kepa prileti. Kdo je bil? Haha, se zajčica širokih ust smeji. Veveriček zdaj kepo napravi, jo vrže odločno, šment. Zgrešil je tarčo, siničko zadel je močno.
Drugače se zajčica smeje in veveriček greši, Sinička se brani in bitka se razplamti. Pazi se, ne boš me! Smeje padajo v znak. Res sreča, da vsak padec v sneg je blag in mehak. Po 6 poskusih Sinička se ustavi. Prijatelji, bi se kaj drugega igrali? Katero bomo izbrali, da nam bo lepo? Čarovnik meša barve? Ne bo šlo. Hej, pod borom veveriček zaropota. Skrivalnice, kaj pravite, družba, ste za? Neto izšteva. An, ban, 5 podgan, a na koncu je prav on izbran. Veveriček šteje zaprtimi očmi, tišini se skrijejo, že jih več ni. Sinička v bližnji brlog se pritaji, zajčica pa daleč, daleč stran odhiti. Dolgouhka želi najti čim boljše skrivališče. Nobeno ji ni prav všeč, zato še naprej vneto išče. Preveč enostavno je tukaj za njo, šrljajo tako njene nožice v cvro. Ob poti polno skrivališč opazi, vseeno še naprej po snegu gazi. Šrlje navzgor, čez hrib je že šla, ko se le ustavi in se vpraša, kam sem prišla? Nehote se je zajčica oddaljila, se v neznane loge izgubila. Zašepeta si, boljše, da se vrnem, ampak joj, v katero stran naj se obrnem? Sem? Tja? Mogoče, ali pa tudi ne? Poti je res polno, a enake bele so vse. Ena ni drugačna od druge poti. Izgubila sem se, zajčica ugotovi. Kaj pa zdaj? Tik, tak, čas teče in nič ne reče. Tup, 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 in srček bije drhteče. Še malo in bo padla temna noč, v njej se strah prebuja, na pomoč. Ne vidi več se dreves, bliža se polnoč, kaj če v temi volkovi jo odpeljajo proč? Zajčica zavpije, slišim glasove iz daljave, prosim, pomagajte mi iz te goščave. Skozi gostno to iza grebena, lahkotno in šepetaje priskakljata prijatelja njena. Sinička, veveriček, kako sem vaju vesela. Zajčica, tukaj si, sta složno zapela. Pogrešala sva te, se preplašila, kar hitro sva se iskanja lotila. Kako sta me našla, sta imela pomoč? Sledi v snegu si pustila, ko odtacala si proč. Vidiš, za njimi sva šla, to res ni problem. Zajčica je srečna, podari jima topel objem. Res lepo sta me presenetila, zdaj pa rada bi domov odšla. Po zasneženi poti zdaj lahkih nog prijatelji v vrsti korakajo čez log. V družbi še strahice skrije in gost spet čarovnija ovije. Sonce zahaja in dneva že skoraj več ni. Veveriček lučko prižge, si pot osvetli. Po beli pokrajini utrujena druščina hodi, svetloba zdaj proti domu jih vodi. Korak za korakom bližje so, glej, Sinička zapoje, doma smo, juhej! Ob toplem kaminu kramljajo hvaležno, ježko opisali bodo dogodivščino snežno. Ko spet dišalo bo po cvetoči pomladi, se bodo zimske zgodbe spominjali radi. Evoj, čudovita zimska pravljica. Zimski čas je za živali res nekaj posebnega. Ne le zaradi čarobnega vzdušja, temveč tudi zaradi bele, puhaste odeje, ki prekrije okolico. Ta
morda pa jih lahko tudi malce zmede ali celo zavede. A če so živali v družbi pravih prijateljev, kot naša današnja knjižna junakinja Zajčica, je na koncu vse v najlepšem redu. Bravo, živali! Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še mnogim drugim zimskim pravljicam. Lepo se imejte, uživajte v zimskih dneh in se kmalu spet poslušamo. Pošiljam vam en zimski pozdravček. Čau, čau! Zelo simpatična pravljica. Pozdravljeni, dragi otroci! Prijazno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. V današnji, seveda zimsko obarvani pravljici, bomo spoznali prikupnega krtka, ki se je ves čas čuden nad snežno pokrajino odpravil na pravo pustolovščino. Le kaj vse je doživel med raziskovanjem? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Diamant v snegu. Pri moji kartini, je vzkliknil krtek, ko je nekega dne priril iz zemlje. Kaj pa je to? Bilo je sredi zime in gozdnato pokrajino je prekrila debela snežna odeja. Krtek ni še nikoli videl snega. Zaradi njega je bila pokrajina videti neznana in čudovita. Zapustil je svojo kartino in se podal raziskovati. Vse okrog je vladala tišina, kot bi bila vsa pokrajina začarana. Krtek se ni mogel načuditi, očaran od vsega. Potem pa je nenadoma začutil, da drsi po strmem zasneženem pobočju. O! Je stokal, ko se je s svojimi tačkami poskušal ustaviti. Ui! Je vzklikal, ko je brzel po strmini navzdol. Uf! Je zajavkal, ko je treščil ob drevesno deblo. Krtek se je pobral in presenečen zajel sapo. Nekaj gladkega in bleščečega je štrlelo iz snega tik ob njem. Bil je prepričan, da tega še trenutek pred tem ni bilo tam. To je zagotovo čarovnija, je pomislil Krtek. Videti je kot diamant. Moram ga vzeti s seboj domov, se je odločil. Krtek je nesel diamant po strmem bregu navzgor. Bilo je naporno. Diamant je postajal moker in spolzek, zato ga je bilo težko držati. Presneto, je rekel Krtek, ko mu je spodrsnilo in je diamant kar izstrelilo iz njegovih tačk. To je pa tako, kot da bi mi hotel pobegniti, je Krtek sopel, ko je lovil diamant po strmini. Morda pa je čaroben diamant, je pomislil. Kako je sopihal, ko je končno dosegal vrh brega. Vroče mu je bilo in bil je zelo utrujen. Hitel je ves nestrpen, da bi bil čim prej doma. Zdaj je bil prepričan, da je diamant res čaroben, saj je v njegovih tačkah spreminjal obliko. Bil je že skoraj na cilju, ko je spoznal, da v njegovih tačkah ni ničesar več. Diamant je izginil, tik pred njegovimi očmi. Tisti trenutek je mimo njegovih ušes privršala snežna kepa. Takoj za njo pa so prišli jež, veverica in zajec. Pozdravljen, Krtek, ga je živahno ogovoril jež. Ali se boš kepal z nami? Ga je povabila veverica. Toda Krtek je bil še vedno nesrečen, saj so bile njegove tačke prazne. Kaj pa se ti je zgodilo, Krtek? Ga je vprašal zajec. Krtek jim je povedal vse o čarobnem diamantu. Kako se je kar pojavil od nikoder, spreminjal obliko in hotel pobegniti, ter kako je končno izginil tik pred njegovimi očmi.
Naj je Krtek svojo dogodivščino opisoval še tako prepričljivo, prijatelji mu niso verjeli. Vsi skupaj so se vrnili k drevesu, kjer je Krtek diamant prvič zagledal. Tukaj sem ga našel, jim je razlagal Krtek in kazal v sneg pred seboj. Zajec, jež in veverica pa so se smejali. Poglej, je rekel zajec in operil tačke v veje. Krtek je nezaupljivo dvignil pogled in takrat jih je zagledal. Na drevesu je bilo na stotine diamantov. Veseli so prav z vsake veje. To so ledene sveče, je pojasnila veverica. To je samo zamrznjena voda, je nadaljeval jež. Tista ledena sveča, ki si jo ti našel, se je stopila v tvojih tačkah, je razložil zajec. Torej ni bila čarobna, je bil žalosten Krtek. Ne čisto zares, mu je prijazno odgovoril zajec. 4 prijatelji so se podali v breg. Ko so dosegli vrh, se je Krtek še zadnjič bežno ozrl proti drevesu, polnemu ledenih sveč. Samo za trenutek se ustavite, je rekel ves vznemirjen. Poglejte! Sonce je zahajalo čez zasneženo gozdnato pokrajino in svoje zadnje žarke poslalo med veje drevesa, tako da se je prav vsaka ledena sveča svetlikala v zlati svetlobi. To je bil najveličastnejši trenutek, kar jih je doživel kdorkoli od njih. Krtek, zajec, jež in veverica so strmeli v drevo, začarani in prevzeti, dokler ni zamrl zadnji sončni žarek. To je bilo čudovito, je olajšano vzdihnil zajec, ko se je spet podal na svojo pot proti gozdu. Res krasno, se je strinjal jež. Pravlično, je dodala veverica. No, ste videli? Je smeji rekel Krtek ponosno. Saj sem vam rekel, da so čarobne. Ejoj, kako prikupen je bil tale Krtek, prav res. Tako pozitivno naravnan, navdušen nad zimsko pokrajino ter očaran nad ledeno svečo. In poglejte to drevo. Kako čudovito je moralo res izgledati ob sončnem zahodu. Ja, pravlično in čarobno, tako kot so ugotovile živali. In ja, stvari so v življenju res čarobne. Le videti jih je potrebno in verjeti vanje, predvsem pa verjeti vase. Otroci, v mojem knjižnem kotičku prisluhnite še mnogim zimskim pravljicam, ki so kot nalašč za hladne zimske dni. In ne pozabite, če imate željo slišati vašo najljubšo pravljico, mi lahko vaši starši pošljajo elektronsko sporočilo na naslov mojknjižnikoticek@gmail.com. Res se veselim prebiranja vaših sporočil. Uživajte, lepo se imejte in ne pozabite na svoje sanje. Naj bodo čim bolj čarobne. Čau, čau! Ja. Res lepo, ne? Kadar verjamemo v kakšne stvari. Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Danes vas bom popeljala v posebno zimsko zgodbo o prijaznosti, ljubezni in pravem prijateljstvu. Spoznali bomo deklico, ki je nekega mrzlega zimskega dne v snegu našla ranjeno žival. A njena srčnost in skrb sta žival vrnili v življenje. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo čudoviti zimski pravljici z naslovom Anika. Božič je bil pred vrati in vso noč je snežilo. Anika se je veselila snega, ki se je lesketal od neštetih snežink,
bleščečih kot diamanti. Zrak je bil hladen in oster. Daleč naokrog ni bilo slišati drugega kot prasketanje snega pod njenimi škornji. Sneg je prekril strehe hiš in dreves. Skozi tišino zimskega dne je Anika zaslišala otožno gaganje. Prihajalo je iz skladovnice drv, zloženih tik ob robu ceste. Ko se je približala, je zagledala ranjenega in prezeblega račka. Ubogi raček, je rekla. Zelo te mora zebsti, ko v tem mrazu nimaš toplega plašča. Pridi. Previdno je vzela račka izpod skladovnice drv. Kako suh si? Zagotovo moraš biti zelo lačen, je rekla Anika in ga ogrnila s plaščem. Zdaj ti bo topleje, je rekla. Vzela te bom domov in skrbela zate. Raček, ki je šklepetal od mraza, se ni upiral. Doma je Anika poiskala škatlo. Od znotraj jo je obložila slamo in račku pripravila toplo gnezdo. Imeti bo srečko, je rekla Anika in škatlo postavila pod božično smreko. Potem je stekla v kuhinjo in v posodo natočila vodo ter mu jo prinesla. Nato mu je nadrobila še kos kruha in ga z zadovoljstvom opazovala. Končno je prišel Božič, ki se ga je Anika že dolgo veselila. Hišo je napolnjevala glasba in goreče sveče. Na obisk sta prišla dedek in babica. Mama je v kuhinji pripravljala slastno božično večerjo, Anika pa je bratrancu Niku pokazala srečka, ki je z njeno pomočjo zelo hitro okreval. Srečko ni bil vajen tolikšnega hrupa, a ker je bila Anika vedno v bližini, se kmalu ni več bal. Ko je bila večerja pripravljena, so posedli za božično mizo. Jedli so in se pogovarjali. Srečko je kar naprej stegoval vrat k Aniki in se od nje vedno znova izprosil kakšen košček ribe. A Božič je hitro minil in Srečko je skoraj okreval. Medtem sta z Aniko postala dobra prijatelja. Nenehno je bil za petami. Anika mu je pripovedovala zgodbe, on pa jo je poslušal. Skupaj sta jedla in skupaj sta se odpravljala k počitku. Čas je, da Srečku dovoliš oditi, je Aniki nekega dne rekla mama. Race potrebujejo svobodo. Mislim, da Srečko še ni popolnoma zdrav, je rekla Anika, ki se ni hotela posloviti od svojega prijatelja. Tam zunaj bi se lahko izgubil, ali pa bi ga pojedla lisica. Ali ne bi še malo ostal pri nas? Dobro, se je vdala mama. Samo še nekaj dni. Potem ga bomo odpeljali k jezeru in ga izpustili. Ko je minilo teh nekaj dni, so se odpravili k jezeru. Srečko je sedel v košari, pokrit z mehko brisačo. Na bregu jezera ga je mama vzela iz košare in Anika ga je še zadnjič pobožala po perju. Z Bogom, Srečko, mu je rekla s tresočim glasom. Upam, da te bo spremljala sreča. In Srečko je odracal v vodo ter odplaval. Te noči Anika ni mogla spati. Obračala se je v posteli in neprestano mislila na Srečka. Bo našel hrano? Kaj, če bo od mraza poginil? Bo našel koga, da se bo igral z njim? Jo je skrbelo. Zjutraj se je Anika zbudila zelo zgodaj. Skozi okno je pogledala proti jezeru. Morda bo ugledala Srečka. Toda namesto njega je v snegu zagledala sveže račje stopinje. Mami, mami, je vznemirjeno klicala Anika. Srečko se je vrnil, pridi, greva ven. Skupaj sta se odpravili okoli hiše
kjer je bilo vse polno račjih stopinj. Srečko se je vrnil in poskušal priti v hišo, je bila prepričana Anika. Vidiš, je bila vznemirjena, morali bi ga obdržati. Race ne sodijo v hišo, je mirno rekla mama. Vidim pa, da sta postala prava prijatelja. Potem sta sledili račjim stopinjam vse do jezera. Šele ko sta se mu povsem približali, sta v vodi zagledali Srečka. Toda ni bil sam. Ob sebi je imel prijateljico. Ko je zagledal Aniko, je veselo zaprhutal s perutmi, potem pa je svojo račjo prijateljico poletel v nebo. Poslovica je prišel od tebe, je z nasmeškom rekla njena mama. Anika je samo prikimala in Srečku pomahala v slovo. Zdaj, ko ni bil več sam, tudi ni več skrbelo zanj. A še dolgo je ostala na rečnem bregu in gledala za njim. Bravo, Anika, kako si skrbna. In verjamem, da je bilo Aniki težko, a pomembno je spoštovati želje tistih, ki jih imamo radi, in jim pustiti biti to, kar so. Prava ljubezen ne zadržuje, ampak osvobaja. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni zimsko obarvani pravljici z naslovom Ježkov dom, ko pride zima, v kateri boste prav tako spoznali Ježka, ki je bil v tako hladnih zimskih dneh v velikih skrbeh za gozdne živali. Zelo prijetna pravljica, vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in če le lahko, tudi sami priskočite na pomoč živali v tem hudem mrazu. Prijeten zimski pozdravček prav vsem, ki uživate v pravljičnih vsebinah mojega knjižnega kotička. Hvala vam. Pošiljam vam en račji pozdravček. Bravo, Anika, je pa res prijazno. Ti si pa tudi našel svojo prijateljico, ne? Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat nas čaka zimska pravljica, polna iskrivih snežink, bleščečega ledu in prijateljstva. Miška Angelina se s svojimi prijateljicami že nestrpno pripravlja na silvestrsko plesno predstavo. Vadijo in sanjajo o čarobnem nastopu. A kaj kmalu se pričnejo težave. Namreč starejša fanta iz plesne šole in med vajami nenehno nagajata. Angelina ima v sebi pogum, domišljijo, predvsem pa veliko srce. In prav ti navdihi jo pripeljejo do čudovite ideje, ki bo zgodbi dodala pravo zimsko čarovnijo. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Angelina drsa. Angelina je imela nadvse rada mrzle zimske dni, tedaj se je hodila drsat s prijatelji na mlinarjev ribnik. Led se je bleščal kakor steklo in drsalci so se v dvojicah podili po njem, vadili obrate, skoke in osmice. Vaščani so nestrpno pričakovali prihod novega leta in Angelina je za to priložnost pripravila posebno plesno predstavo na ledu. Tudi bratranec Henrik bi rad nastopil, čeprav je pogosto zletel z ledu in padel v sneg, kakor je bil dolg in širok. Potrebujemo snežnega kralja, je rekla Angelinina prijateljica Cvetka, ki je kot snežna princeska drsela po ledeni ploskvi. Jaz bom kralj, je vzkliknil Henrik, a se je prav tedaj spotaknil in se zaletel v snežno vilo Lizo. Si pa že bolj podoben slonu, je jezno rekla Liza in si očistila drsalke.
Ne bodi žalosten, Henrik, ga je potolažila Angelina. Primi se me, skupaj bova vadila drsanje. Staknila sta repka in skušala drsati v krogu, vendar to na spolzkem ledu ni bilo lahko. Prav takrat sta pridivjala mimo Špiček in Samo, starejša fanta iz šole, in jo skoraj podrla. Hej, je zavpila Srečka, ampak fanta sta že odbrzela, se smejala in vpila ter se neugnano podila po ledu. Nič ne maraj, je rekla Angelina in pomagala Srečki ujeti ravnotežje. Pokazala ti bom, kako se drsa nazaj. Toda kot bi mignil, sta mimo spet švignila Špiček in Samo in pršila sneg na vse strani. Ko sta prihromela že tretjič in zmotila Angelino pri vaji, se je ta razjezila. Prosim, ne motita nas, ju je uštela. Ampak fanta sta se le smejala, zgrabila Angelino za šal in pocukala Cvetko za brčice. Takele baletke naj pa že ne bodo ujele, sta zavpila in odvihrala. Angelina in prijateljice so zaman lovile Špička in Sama po ledu. Tedaj pa je Angelina naredila veliko sneženo kepo in jo vrgla vanjo. Krasno, kepanje, je zaklical Špiček in vrgel kepo v Angelino. Takoj zatem so kepe letele vse vprek. Kmalu se je nad Mlinarjevim ribnikom razdivjal snežni metež kep, ki ga je spremljal vrišč drsalcev. Imenitno so se zabavali, dokler ni dobila Cvetka snega za vrat in je Lizo zazeblo v šapice. Nato so utrujeni in premraženi s težavo prisopihali do Angelinинega doma. Kaj je narobe? Je vprašala Angelinina mama. Naša silvestrska plesna predstava na ledu bo polomija, je žalostno rekla Angelina. Nimamo ne kostumov, ne kulis, Špiček in Samo pa kar naprej nagajata. Jaz vam lahko naredim kostume, se je ponudila gospa Mišnikova. Fanta pa vam najbrž nagajata zato, ker bi rada vzbudila pozornost. Angelina je osupnila. Sem se že spomnila. Naslednji dan si je Angelina nadela drsalke in švigala mimo Špička in Sama. Izmaknila jima je čepici in smeje se oddrsala naprej, fanta pa za njo. Bila sta zelo hitra, vendar je Angelina delala obrate in poskoke in se tako zlahka izmaknila, ko sta Špiček in Samo že mislila, da jo imata. Treščila sta drug drugega in padla na led. Špiček je občudujoče strmel v Angelino. Balerine ste pa res hitre. Bi rada nastopila v naši predstavi? Je vprašala Angelina in jima vrnila čepici. Špiček in Samo sta poskočila. Seveda, sta zavpila in krogih drsala okoli nje. Samo je rad pokazal zabavne like. Špiček, ki je znal drsati nazaj, pa je bil ponosen snežni kralj. Najlepše pa je bilo, da sta Henriku pomagala postaviti veliko snežno trdnjavo. Čudovita snežna palača za našo predstavo bo, se je navdušil Henrik. Imenitna zamisel, je bila navdušena Angelina. Na Silvestrovo so se vaščani lepo oblekli in se odpravili na zabavo k Mlinarjevemu ribniku. Drsalci so nastopili v kostumih gospe Mišnikove, Henrikova snežna trdnjava pa je čarobno sijala v mesečini. Ko je tisti večer Angelina plesala v soju žarometov, se je počutila kakor prava snežna kraljica. Špiček in Samo sta uprizarjala vratolomne obrate in skoke, Henrik pa je navdušeno nastopal v vlogi kraljevega oprode. Srečka, Cvetka in Liza
so kakor snežinke lebdele na ledu. Ob koncu predstave, ko se je bližal čarobni polnočni čas in je nebo žaril ognjemet, so si Angelina in prijateljice voščile srečo in mir, nato pa s pesmijo in plesom pozdravile novo leto. Kako lepa zimska zgodba. Včasih težave izginejo tako hitro, kot snežinke na dlani. In ko zberemo pogum ter poiščemo prijazno rešitev, hitro ugotovimo, da smo lahko skupaj res čarobna ekipa. Domiselnost miške Angeline je bila res nekaj posebnega, saj je bila predstava izjemna takrat, ko so v njej našli mesto prav vsi, tudi tisti, ki so prej nagajali. In verjamem, da je aplavz navdušenja, ki je napolnil ledeno dvorano, potrdil, da je bila njihova predstava čista zimska čarovnija. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni zimski pravljici z naslovom Deklica z žigalicami. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pošiljam vam pravličen pozdravček v družbi miške Angeline ter njenih prijateljev. Čau, čau! Bravo, v slogi je moč. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tudi tokrat je pred nami čudovita zimska zgodba, v kateri bomo spoznali družino Polhov, ki se je počasi pričela pripravljati na prezimovanje. A Polhcu Sivčku se je zdelo čudno, da bi zimo kar prespal, zato se je odločil, da zime že ne bo prespal, saj bi rad videl, kakšna je zima. Mislite, da bo Polhed zimo prebedel ali prespal? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Polhkova prva zima. Poletja je bilo konec in družina Polhov se je pripravljala za zimo. Oče Polh je vse noči nabiral poganke in lešnike, da družina ne bo stradala. Gospa Polhova je zbirala suhe vejice in liste za udobno gnezdo. Kmalu bo napočil čas za prezimovanje, je povedala otrokom. Kaj je prezimovanje? Je vprašal Polhed Sivček. Takrat se zvijemo v gnezdo in prespimo zimo, mu je razložila mamica. Ko se bomo zbudili, bo spet pomlad. Hočeš reči, da prespimo vso zimo? Je vprašal Sivček. Ja, ljubček, je pokimala gospa Polhova in vtaknila še eno slamico v gnezdo. Zakaj? Je vprašal Sivček. Ker je po zimi mraz in zunaj ni hrane, je pojasnila mama Polhovka. Sivček je pomislil, kako je to čudno. Ali vse živali prespijo zimo? Je vprašal. Vse ne, je odgovoril oče Polh, ki se je ravno tedaj vrnil s polno vrečo lešnikov. Polhi pa. Ampak jaz nočem, se je odločno uprl Sivček. Rad bi videl, kakšna je zima. Ne bodi neumen, zimo vedno prespimo, je jezno pihnil oče Polh. Odložil je vrečo hrane in odhitel po novo zalogo. Ampak jaz nočem prezimovati, je Sivček zatrdil mami. Ko se bo ohladilo, boš pa prav rad. Takrat ti bo pognala gosta zimska dlaka, da boš tak, kakor jaz, ga je zavrnila mama Polhova. Zdaj mi pa skoči ven po nekaj listov, bodi tako priden. Pripraviti moram udobno gnezdo, da nam bo po zimi toplo. Sivček je zagrabil vrečo
in odcapljal gost po listje. Tam je srečal veverico Čopko, ki je po tleh vneto pobirala žir. Zakaj nabiraš žir, Čopka? Je vprašal polhec. Ali tudi ti prespiš zimo? Veverica je odkimala. Ne, ampak ven ne hodim veliko, je odvrnila. Premrzlo je in hrane ni, zato nabiram zalogo za zimo. Rad bi videl zimo, ji je povedal polhec. Nočem je prespati. Zelo rad boš spal, ko bo jesen mimo, se je oglasil ježek Vodiček, ki je prilezel izpod podrtega drevesa, kjer si je gradil gnezdo. Kakor hitro pride mraz, si poiščem udobno skrivališče. Tam spim, dokler ni spet pomlad. Torej tudi ti prespiš zimo? Je vprašal Sivček. Vsekakor, je prikimal Vodiček. Če spiš, se najlepše pretolčeš skozi zimo. Sivček je pomislil, kako dolgočasno je to. No, jaz že ne bom vso zimo samo spal, je povedal. Ne bom in pika. Ko je polhec z vrečo listja odcepetal proč, sta se Vodiček in Čopka nasmejala drug drugemu. Bomo še videli, se je muzal ježek Vodiček. Potem si je šel naprej graditi gnezdo. Sivček je sklenil, da bo izvedel več o zimi. Povprašal bom jazbeca Črtomira, je pomislil. On vse ve. Črtomira je zagledal, ko je nabiral praprot za gnezdo. Mi lahko poveš kaj o zimi, Črtomir? Je vprašal polhec. Črtomir mu je pripovedoval o snegu, ki pokriva zemljo, in o vodi v reki, ki je tako mrzla, da se včasih spremeni v led. Sivček si je mislil, kako razborljiva je zima. Komaj je čakal, da bo videl sneg. Noči so bile vedno hladnejše in polhi niso bili več veliko na prostem. Radi so se vračali v toploto svojega doma. Potem pa je oče polh neke noči oznanil, da je napočil čas za prezimovanje. Noči so že veliko prehladne, je rekel. Čas je, da se pošteno najemo, se zvijemo v gnezdo in zaspimo do pomladi. Mama polhova in mladiči so mu pritrdili. Čutili so, kako jih preveva utrujenost. Lotili so se jagodičja in lešnikov, ki jih je bil nabral oče polh. Potem so se zleknili k dolgemu spancu. Vsi, razen Sivčka. Tudi on se je zvil in se delal, kot da spi. Ko so vsi trdno zasmrčali, je spet zlezel iz gnezda. Niti na misel mu ni padlo, da bi spal. Vso zimo bo buden, da bo videl sneg. Sivček je vsako noč hodil ven in iskal sneg. Zunaj je bilo zelo hladno. Sivček je bil vesel, da ima debel zimski kožuh. Gozd je bil ves spremenjen. Na drevesih ni bilo listja in na grmih ne jagodičja. Videti je bilo, kot da vse spi. Sivček je taval po gozdu in upal, da bo našel tovariša za igro. A kaj, ko ni bilo nikjer nikogar? Potem pa je neke noči srečal Črtomira. Kaj pa ti počneš zunaj, mali polhec? Ga je vprašal jazbec. Moral bi spati. Rad bi videl zimo, mu je zaupal Sivček. Rad bi videl sneg. No, želja se ti bo kmalu izpolnila, ga je potolažil Črtomir in ovohal zrak. Kar voham, da bo jutri snežilo. Sivček je že komaj čakal.
Naslednjega dne je bilo res zelo, zelo hladno. Sivček je trepetal od mraza in se hrepeneče oziral po gnezdu, kjer so prezimovali njegovi domači. Potem se je spomnil, kaj je bil rekel Črtomir in pokukal ven, da bi videl, ali je že kaj snega. Zaprepadeno je strmel v čudni beli svet, ki se mu je razprostiral pred očmi. Vse je pokrival bel prah. Tudi drevje in grmovje. To je gotovo sneg. Končno ga vidi. Sivček je pohitel ven, da bi se igral. Čof, je padel v sneg. Bil je tako globok, da bi se kmalu čez glavo vdrl vanj. Sivček je splezal ven, kakor hitro je mogel. Tako se je tresel od mraza, da so mu šklepetali zobje. Sneg mu ni bil nič všeč. Tudi zime ni maral. Bilo je premrzlo. Sivček se je še zadnjič ozrl po belini in odhitel domov. Otresel si je sneg s kožuha in zlezel v gnezdo. Bilo je mehko in toplo. Mogoče pa zimsko spanje le ni tako napačno. Bravo, Polhed Sivček, za tvoj pogum ter vztrajnost. Zasnežena pokrajina je res čudovita, tiha in svetlikajoča, a topel dom s svojimi najdražjimi je kot mehka odeja. Zavijete v toplino, ki je zima nikoli ne more vzeti. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici Zimski dremež. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pošiljam vam pravličen pozdravček v družbi Polhca Sivčka. Čau, čau. No, vidiš, pa si le videl zimo.